Lep večer, dragi prijatelji. Pred začetkom videa se vam želim iz srca zahvaliti. Mislim, ste tudi opazili, da je naročnikov že skoraj milijon. In do novega leta je lepo videti, da poskušate pomagati. Naročite se svojih računov, lažnih računov, babic, detkov, mačk, svojih psov, sosedov. In s takšnim tempom nas bo do novega leta kmalu milijon. Si predstavljate? Mi z vami? Kako nas je veliko. Torej, malo smo se zamotili z, tako rekoč, srčnimi pogovori. A to nam ne preprečuje, da bi nadaljevali naše zanimivo potovanje v svet osteohondroze, artroze in glavobolov. Kjer se skupaj z vami vse globlje in globlje potapljamo v naš tedenski televizijski almanah. In končno, ko dosežemo dno, se bomo odrinili z močnimi, okrepljenimi nogami, brez škripanja v kolenih. In priplavali bomo proti žarkom jutranjega sonca. Torej, prijatelji, danes bomo izvedeli, katero mišico moramo raztegniti, da zavedno pozabimo na bolečine v hrbtu. In dočakati novo leto ne samo z milijonom naročnikov, z roko v roki, držimo se skupaj. Vsi skupaj gledamo, nastavili smo antene. Pred YouTube zasloni smo se zbrali z vso družino, kot je v navadi. In o čem govorim? Katero mišico moramo raztegniti? Danes bomo izvedeli, kako preprečiti bolečine v hrbtu, še posebej za novo leto. Za novo leto ne sme nič boleti. Po novem letu naj malo kakšen dan ali dva boli. Novo leto je treba pričakati zdrav. Torej, iliopsoas mišica, ki vam ni neznanka, sestavljena iz dveh mišic. Kot je ugotovil veliki učenec velikega spet Abu Ali ibn Sina, nos košidanom namudarom Didijevim, sestavljen je iz dveh mišic. Ledvene tukaj je in iliakavne. Ti dve mišici včasih delujeta skupaj, včasih pa delujeta ločena. In ob skrajšanju te mišice nastane težava, ker je nogo težko pomakniti nazaj. Tudi glutealna mišica težje deluje. Skrajšanje ledvene in iliakalne mišice, to ovira delovanje glutealne mišice. Glutealna mišica lahko izvaja gibanje pod različnimi koti. Našo nogo lahko premakne preprosto nazaj, semle jo premakne. Lahko pa tudi malo pod kotom, semle, pod 45 stopinj. Poglejte, posebej za vas bom pokazal. Dragi naročniki, katerih je skoraj milijon. Tako. In pod kotom 45 stopinj sem. Ko je pod 45 stopinjami, se tudi srednja glutealna mišica nekoliko vključi v gibanje. In v prvem primeru, ko preprosto premikamo nogo nazaj, se nam razteza ledvena mišica. In v drugem primeru, ko gre noga pod kotom 45 stopinj, se razteza ta iliakalna mišica. In prav pri skrajšanju iliakalne mišice se zelo pogosto spremeni položaj medenice. Ko je kratka, ga zvije in na tisti strani, kjer imamo kratek kolk, pogosto gre nazaj sem. Ker med gibanjem skupaj z nogo začne tako premikati. Tako nekako. Naredimo korak, sem, enkrat, gre nazaj. Ker ne more ločeno od medenice, noga naredi gibanje. Ko se skrajša ledvena mišica, v tem primeru naša hrbtenica, reagira tako, da se upogne v tak lok. Ker ledvena mišica vleče hrbtenico na svojo stran. Ne, glejte, kaj ne. Zdelo bi se, da bi morala biti tukaj kratka mišica. Ampak tako je. Zakaj je tako? Morda bomo kdaj izvedeli. Torej, na kaj preidemo? Takoj na vajo. Ali še malo? Daj vam kaj povem. No prav, dajmo. Skratka, poglejte, med temi mišicami so lahko tudi za rastline. Tukaj, poglejte. Tudi to otežuje njihovo delovanje. Kaj še počne? Ko se skrajša, bolečina ne nastane v njej, niti znotraj, ker v sami mišici ni receptorjev. In ko boste zdaj izvajali vajo za raztezanje te mišice, morda ne boste začutili, da se razteza. Vleklo bo tukaj, spredaj,
v stegnu. In tudi boli tako. Ne boli nekje znotraj, v trebuhu, ampak boli hrbet. Boli križnično-črevnični sklep. Križnično-črevnični sklep boli ravno takrat, ko se zarastline tvorijo med črevnično in ledveno mišico. Ne moreta drseti ena ob drugi, se prosto gibati. In tudi sam križ boli, ker se tudi ledvena mišica skrči in približa. Medvretenčne odprtine se zmanjšajo in postane težko premikati medvretenčni sklep. Torej, prijatelji, zdaj bomo prešli neposredno na vajo, ki jo je razvil Kuljabski znanstveno-raziskovalni inštitut za preučevanje raztezanja ledvene mišice. Da bi jo raztegnili, najprej bomo skupaj naredili klasično vajo, vsem dobro znano. Ampak stvar je v tem, da se pri izvajanju te vaje razteza samo ta ledveni del. Nas pa zanima tudi iliakalna mišica. Zakaj? Ker želimo poravnati medenico. Želimo, da ne bi bila nagnjena, želimo praznovati novo leto in pozdraviti veselega milijontega naročnika. Kdo bo ta milijonti naročnik, ne zanima? Na koncu se bom kar sam naročil na svoj kanal. Torej, na splošno, poglejte, ledvena mišica. Prva možnost. Lažja. Postavimo se ob steno. Zato bomo potrebovali posebno steno. Stopalo postavimo tako, da so prsti čisto ob steni. Roke položimo na steno in zdaj se z nogo, ki je zadaj, odrinemo. In tukaj je naša naloga. Tukaj nam rasteta dve kostici. To se imenuje sprednji zgornji črevnični trn na črevnici. In takoj s tema dvema kosticama skušamo priti sem do stene. Želimo se je dotakniti. Če imate trebuh, lahko vaš trebuh prvi pride do stene. Ampak zaradi tega se ne vznemirjajte. Vseeno se počasi trudite s tema dvema kosticama priti do stene. V tem položaju, če čutite napetost, tukaj se vam je mišica napela, malo se sprostite. Občutili ste napetost, malo se sprostite, zadnjo nogo držite ravno, tako, napeli ste to mišico in se sprostili. Poskusite na eni in na drugi strani. Zelo pogosto je ta mišica skrajšana samo na eni strani. Na drugi strani ne boste občutili napetosti. Na tisti strani, kjer je krajša, to vajo izvajate večkrat. Če pri tem ne čutite napetosti, ampak čutite samozavest. Zadnjo nogo postavite nazaj bolj daleč, sprednjo pa že upognete v koleno. Z rokami se spet oprite na steno. In zdaj začnete s kolenom segati sem proti steni. Že s kolenom se trudite. Koleno približati steni. Tako, koleno, zadnja noga je spet na prstih in tudi v tem položaju. Napeli ste mišico, sprostili. Napeli, sprostili. Tačna gibanja tukaj. Naredite 10krat na eno in na drugo nogo. Prav tako naredite 2 do 3 serije. Med njimi počivajte 15 do 20 sekund. Če je tudi pri tem z vami vse v redu, potem lahko poskusite že najbolj zanimivo vajo, ki je verjetno še niste preizkusili. Če pa ste jo že poskusili, je verjetno niste cenili. Kako učinkovita je ta vaja? To je raztezanje prav črevnične mišice, prav tega dela. Pred to vajo lahko celo preverite, ali imate simetrično medenico. Kako to preveriti? Poglejte. Čez dan lahko, ali pa ste že prej opazili, se vam zdaj zgodi, da najpogosteje stojite tako, da imate eno nogo pred drugo. Pogosto je tista noga, ki je spredaj, prav na tisti strani, kjer je tudi vaša medenica pomaknjena naprej. Tako. In tako. Zdaj se obrnemo stranjo proti steni. Nogo, ki je bliže steni, postavimo čisto ob steno. Drugo nogo postavimo nazaj pod kotom 45 stopinj. Tako da vam bo udobno stati. In zdaj je vaša naloga, da s kolenom segate sem proti steni. Nekdo, ki jo ima zelo kratko, bo že začutil napetost.
Tudi v tem položaju. Torej se s kolenom pomaknite naprej, nato naredite gib nazaj. Lahko se držite za steno, lahko se držite za prijatelja, na primer. Za prijatelja. Lahko se ne držite, če nimate prijateljev. V bližini. Da bi jih imeli, se morate naročiti. In do novega leta boste imeli 1 000 000 prijateljev. Tako. S kolenom se dotaknemo. Ne silim vas k ničemur. Preprosto. Če pri tem ne čutite napetosti, potem sledi naslednja faza. Poskušate se dotakniti stene že z medenico. S tem delom tukaj. Tukaj, na tem mestu. S kolenom ste se dotaknili in zdaj roko umaknite nazaj, da vam ne bo v napoto. In medenico povlecite čisto do stene, čisto ob steno. Tukaj lahko celo bolj občutite napetost. Nekje v tem delu, kaj ne? Ampak razteza se prav črevnična mišica. Potem lahko med hojo opazite, da bo korak daljši. Ampak če prenehate, če boste pretiravali, boste šli predaleč. Lahko občutite, da vas malo vleče, tukaj spredaj v prednjem delu kolčnega sklepa. To pomeni, da morate malo umiriti svojo vnemo. Delajte bolj previdno. In potem bo vse v redu. No, prijatelji, končno smo zvedeli, kaj moramo raztegniti in kako moramo raztegniti. No, to je to. Stiskajte všečke, pustite komentarje, ukvarjajte se s športom, pomagajte staršem. Se vidimo naslednjič. Adijo!